Ljubljenčice, lepo pozdravljene na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in v tem videu bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz imam karte že pripravljene, že zmešane, tako da bomo kar začeli. Zdaj s temi kartami bom pogledala splošne energije za mesec januar in za vsak teden posebej. Preden začnemo, bi rada sam povedala, da so to splošne, rada bi opozorila, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da vse, kar bom tukaj povedala, namenjeno točno tebi. Sprejmi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Ok, poglejmo. Ok, kot osrednja karta januarja se je pojavila vitez kelihov. Torej tukaj v januarju boste v glavnem nekako tehtnice osredotočene na vaša čustva, tukaj bo lahko je kaj v povezavi s škorpijonom in tehtnico oziroma nekaj, kar se je dogajalo v oktobru ali novembru. Torej tukaj nekaj bo v bistvu, nekaj iz tega obdobja, ni nujno, ampak v bistvu nekaj boste delali na svojih čustvih. Bomo pa potem še v bistvu z dodatnimi kartami pogledali, kaj točno ta karta predstavlja. V prvem tednu imamo desetico novcev. V prvem tednu gre torej lahko za neko finančno obilje, neko stabilnost, lahko pa gre, ker tukaj imamo je v bistvu taka slika, kot da stojimo še v neki temi, ampak vidimo skozi ta vrata neko obilje, ki nas čaka. Tako da v prvem tednu se lahko zgodi, da to obilje že dobite ali pa, da boste dobili neko znamenje, da to obilje prihaja na vašo pot. To je lahko obilje ljubezni, lahko obilje financ, lahko je obilje na katerem koli področju. Najverjetneje pa na nekem takem področju, ki vam trenutno zdaj najbolj pomeni. V drugem tednu imamo trojko novcev, se pravi, tukaj imamo že dva novca, kar lahko pomeni, da se boste tehtnice osredotočile predvsem na vaše karierno področje, ni nujno, ampak v glavnem lahko recimo to nekako pomeni. V drugem tednu boste nekako zagnane za delo ali pa za doseganje nekih svojih ciljev. Karkoli je, lahko je na področju ljubezni, na področju kariere. Torej tukaj boste tehtnice zelo osredotočene na vaše veščine, vrline, na vaše talente, tukaj boste nekaj ustvarjale. V tretjem tednu imamo ponovno novce in sicer kraljica novcev. Tukaj se lahko zgodi to, kar sem prej rekla, torej nekaj v začetku januarja bo se pokazalo kot nekaj obetavnega in potem v tretjem tednu januarja lahko to pride do vas. Tukaj boste čutile neko samozavest, stabilnost. Kraljica novcev govori predvsem to, da je nekako obilje doma, obilje znotraj vašega doma, lahko tudi znotraj vas, lahko je finančno obilje, lahko je, kot sem že prej rekla, obilje v ljubezni. Skratka, jaz bi rekla, da ta karta tukaj predstavlja obilje na vseh področjih vašega življenja. Nekako v tretjem tednu boste zelo stabilni na tem področju. Kot četrti teden imamo karto obešanec. Četrti teden bo nekako bolj statičen, ne bo se dosti dogajalo. Tukaj boste nekako boste dali vse na pavzo in mogoče razmišljali, katere korake ubrati v prihodnosti. Bomo pogledali zdaj takoj še vse bolj natančno. S temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj točno se bo dogajalo v januarju. Ok, kot osrednji dogodek tega meseca imamo kraljico mečev obrnjeno narobe. Pod njo pa imamo trojko mečev. In tukaj v bistvu gre za to, da boste, glede na to, da sem prej omenjala, prej sem omenjala tega viteza čustev in nekaj, kar se je dogajalo verjetno nekje oktobra in novembra. In ta kraljica mečev tukaj govori o tem, da boste nekaj iz preteklosti poklicali nazaj v svoje življenje, ampak tokrat boste imeli nekako drugačen pristop, dosti bolj tak konkreten pristop do te situacije, nekaj boste želeli razčistiti.
S temi kartami bomo pa pogledali lekcije. Zakaj se vam dogaja vse to, kar se dogaja, kaj vas življenje hoče naučiti in kako te dogodke v bistvu obrniti ali najti v njih nekaj pozitivnega. Obrniti v svojo korist ali najti v njih nekaj pozitivnega. Ok, kot osrednja lekcija tega meseca imamo as. Ponovno karta trojka src. Ok, jaz mislim, da tehtnice tukaj boste neko bolečino iz preteklosti predelale in nekako ponovno, oziroma nekako jo očistile iz te vaše energije, vaše vibracije. Tukaj imamo kot lekcijo asa palic, kar predstavlja, da v bistvu vas tukaj čaka neka nova pot, nov zagon, nekaj svežega, nekaj energičnega. In jaz bi rekla, da v bistvu točno ta dogodek, ko boste to iz preteklosti nekako zaključili, da vam bo to v bistvu dalo novo energijo za naprej. Poglejmo, kaj se bo dogajalo v prvem tednu, ko imamo desetico novcev. Imamo kralja kelikov, imamo viteza novcev narobe obrnjenega in imamo petico mečev narobe obrnjeno. Jaz mislim, da se vam bo ta nek lep dogodek zgodil že v prvih dneh januarja. Tukaj imamo te dve karti, ki nekako to prikazujeta. Boste zelo stabilne tehtnice, v prvih dneh je čutiti to stabilnost, ne glede na to, kaj se bo dogajalo okoli vas. Tukaj boste trdo stali na svojem prestolu, nekako ponosni na svoje življenje, na vse, kaj se je dogajalo v decembru, verjetno boste tukaj nekako, je videti, da boste imeli nekako življenje v svojih rokah. Tukaj pa lahko pride ta ponudba, ki vam bo obljubljala nekaj lepega, nekaj dobrega v prihodnosti. Ja, nič, nekaj sem hotela povedati, ampak mi je šlo iz misli, tako da že ni bilo pomembno ali pa namenjeno vam. Je pa tukaj ta petica mečev obrnjena narobe, kar predstavlja, da bo v bistvu, da boste zaključili neke konflikte. Se pravi, mogoče neke osebe, s katerimi imate že dlje časa konflikt, se tukaj zaključujejo. Mogoče se bo še dogajalo kaj neprijetnega, ampak bomo videli zdaj tukaj s temi. Tukaj imamo z lekcijami, tukaj imamo dvojko novcev in kraljico novcev še enkrat. Torej že druga kraljica novcev. Ok. Vaša lekcija bo tukaj, da ta karta govori o nekem ravnovesju, se pravi, da neke okoliščine v vašem življenju spravite v neko ravnovesje. To zdaj lahko recimo pomeni, če ste razpeti med kariero in recimo odnosom, da tukaj najdete neko ravnovesje. Zdaj, to isto karto na tem istem mestu mislim, da je imel Škorpijon, tako da če imate v svoji rojstni karti znamenje Škorpijona, si lahko pogledate tudi tisto napoved in mogoče dobite še kakšne bolj natančne informacije, kaj se bo tukaj dogajalo. Definitivno pa te konflikti tukaj so povezani s tole kraljico novcev, kar pomeni, da boste nekako do teh konfliktov, ki so se dogajali v preteklosti, boste zdaj pristopili, oziroma vaša lekcija je, da pristopite na drugačen način, nekoliko bolj tak nežen način, bolj prizemljen, torej ne toliko, da živite v nekih, mislim, da živite, da pristopite do teh konfliktov z nekimi notranjimi čustvi, notranjimi negativnimi čustvi predvsem, ampak da bolj nežno pristopite do tega problema in mogoče najdete v tem konfliktu neko novo priložnost. Upam, da vam je jasno, na kaj bi se to lahko nanašalo, ker recimo je lahko pri vsaki tehtnici lahko nekaj drugega. Evo, tukaj imamo potem v drugem tednu ponovno trojko novcev, že druga. Tukaj se vam pojavlja ful podobnih kart, zelo zanimivo. Imamo karto svet, evo, Škorpijon je imel na tem istem mestu karto svet. Tako da definitivno, če imate Škorpijona, si dajte pogledati. In karto kolo usode. Obrnjeno narobe. Ok, torej tukaj, kot sem že rekla, boste zelo
predani vašemu delu, doseganju teh nekih vaših ciljev, karkoli je to, ali je to v zvezi z odnosom ali s kariero. Lahko se pojavi celo nekdo, ki vam bo ponudil, tukaj gre lahko recimo za kakšno poslovno sodelovanje, če ste recimo samski, je videti tukaj, da boste delali na sebi, na tem svojem, na odnosu do samega sebe in potem se lahko celo pojavi kakšen partner, ali pa tudi dva. Definitivno pa boste potem nekaj zaključili. Tukaj pride nek zaključek, konec nekega obdobja. Konec nekega obdobja, sicer zaenkrat mi še ni jasno, kakšnega obdobja je bilo tukaj konec, ampak glede na to, da imamo tukaj kolo usode obrnjenega narobe, se bo v bistvu celotna situacija pri vas spremenila. Jaz mislim, da tukaj čez noč se bo nekaj zaključilo in obrnilo v čisto drugo smer. Ponavadi, kadar je kolo usode obrnjeno narobe, pomeni, da iz slabega gremo v dobro. Bomo zdaj še pogledali z lekcijami in se nam mogoče še kaj razjasni. Tukaj imamo ponovno petico mečev in imamo šestico palic. Torej, petico mečev smo imeli v prvem tednu, tako da lahko pomeni, da ta izkušnja iz prvega tedna, ta dogodek, da bo nekako še odmeval v drugi teden, ko boste mogli v bistvu nekako tukaj zaključiti in najti neko zmago. Se pravi, v nekem konfliktu boste mogli postati zmagovalci in recimo, zdaj mi je prišlo na pamet tole, tisti, ki prej odneha, kako je že tisti pregled, kdor pametnejši prej odneha, nekako tako, ne. In ponavadi tisti, ki prej odneha, tisti je nekako zmagovalec, mogoče ne navzven, ampak notri zase veš, da si zmagovalec, zato ker se ne spuščaš na nek določen nivo. Tako da tukaj se potem lahko hitro neka stvar obrne po tem dogodku, hitro se nekaj spremeni in tukaj mi izgleda kot nekako, kot da v bistvu zaključite z neko karmo mogoče, oziroma karma so neke negativne izkušnje, ki nam v bistvu kažejo neko pravo pot. Tako da, kadar neko karmo ali pa negativno izkušnjo premagamo, se nam odpre nov svet. In to se tudi vidi tukaj s tole kraljico novcev. Okej, tukaj imamo karto stolp in ta karta se večkrat pojavlja medtem, ko sem mešala karte, tako da bo zanimivo. Tukaj imamo karto moč in karto asa kelikov. Zanimiv teden tehtnice, zanimiv teden. Tukaj imamo zdaj, če dam tako po vrsti, imamo 4 karte iz velike arkane. Se pravi, sredina januarja bo za vas tehtnice zelo, zelo, zelo pomembna. Zelo taki dogodki, ki vas bodo nekako usmerili proti vašemu poslanstvu in proti tej neki lepi energiji, obilju in neki stabilnosti v življenju. Torej, tukaj imamo nek zaključek, nekaj se bo končalo, jaz bi rekla, da je to povezano s temi nekimi konflikti, mogoče neko osebo, s katero imate dosti konfliktov, mogoče z neko karierno potjo, kjer ne veste točno kako pa kaj naprej, lahko so v ljubezni te konflikti z vašim partnerjem in potem tukaj nek nepričakovan zasuk usode, nekaj se bo nepričakovano obrnilo in spremenilo. In ta sprememba vam verjetno na začetku ne bo všeč. Jaz sem rekla prej, da karta narobe obrnjena ponavadi nakazuje na to, da iz neke slabe izkušnje se potem zgodi nekaj dobrega, kar v bistvu in ta karta stolp to potrjuje. Karta stolp je v bistvu neka negativna situacija, ki nas šokira, ampak je vedno dobra. Karta stolp nam vedno nekaj sesuje, nekaj, kar smo v življenju gradili, se sesuje dostikrat do tal, ampak to je dobro vedno. Karta stolp vedno predstavlja nekaj dobrega. Nekaj se sesuje in potem zgradimo nekaj boljšega na teh temeljih. Temelji ostanejo močni, ampak tisto, kar ne funkcionira, zapusti naše življenje. In jaz vidim tukaj, da ta izkušnja ne bo za vas tako enostavna, ker imamo karto moč. In tukaj boste tehtnice mogle pokazati svojo moč, da ste prizemljene, da imate stvari pod kontrolo, da vas neke zunanje okoliščine ne vržejo ven iz tira.
In potem pa nekaj lepega kot balzam za dušo po teh napornih. Jaz mislim, da bo to vse skupaj trajalo recimo kakšen teden, ta neka napetost, neke take težke energije, potem pa, ko to enkrat premagate, kot sem že rekla, balzam za dušo, nek lep čustven dogodek bo pobožal vaša srca, vas bo potolažil, vas bo pomiril in spoznali boste, ko boste od tega trenutka naprej pogledali v preteklost, v pretekle dni, boste ugotovili, kako lep trenutek je bil ta stolp v resnici. V tistem trenutku, ko se dogaja, seveda ni bil lep, ampak potem enkrat, ko se zruši, lahko zgradiš nekaj novega. Wow. Pol imamo tukaj še kolo usode kot lekcijo in 4 kelihov. Jaz bi rekla tukaj, tehtnice, da je vaša lekcija ta, da nekako plavate skupaj s tokom. Tukaj se bo dogajalo dosti nekih sprememb, dosti nekih nepričakovanih trenutkov in življenje bo od vas zahtevalo, da vse to nekako obvladujete in da greste skupaj s tokom, da se ne upirate. Se pravi, če se nekaj hoče zrušiti, če recimo nekdo hoče zapustiti vaš odnos ali če recimo v karieri nek projekt vam ne uspe ali pa če, ne vem, pač tukaj gre lahko za karkoli. Lahko gre za nek konflikt, lahko gre za nek odnos, ki se je gradil in se potem nekako ta oseba vas hoče recimo zapustiti ali pa pač lahko je karkoli, no, ni nujno, da vas bo nekdo zapustil ali pa da bo nekaj se končalo. Lahko gre enostavno za nek tak dogodek, ki vam v tistem trenutku ne bo všeč. In bolj, ko se boste upirali, bolj, kot mu boste šli kontra, težje bo. In zato od vas tukaj življenje zahteva, da se prepustite toku in da če se nekaj ruši, da enostavno to sprejmete in greste korak po koraku naprej. Ta karta tukaj zame predstavlja, da to ni čas za nobene akcije. Se pravi, jaz mislim, da tukaj bo najboljše, če kar pustite, da se vse zgodi samo od sebe, kar se ima za zgoditi, da se vi nekako pač ostanete trdne na tleh in nekako počakate, da ta nevihta mine. In potem vam tudi prinese nekaj lepega. Zdaj tukaj imamo recimo tako, ne vem, če se bo videlo na tej karti, so tukaj 3 kelihi na tleh in tale možiček je čisto zdolgočasen nad temi kelihi, nad vsem, kar se dogaja v njegovem življenju. Pri vas dolgočasa ne bo, to vam že zdaj povem, ampak tukaj je tale kelih, ki stoji in ga ta možiček ne opazi. Se pravi, med vsem tem konfliktnim dogajanjem vi tega keliha ne boste opazili, šele ko se bo prah polegel, vam bo padel v oči, se bo pojavilo v vašem življenju nekaj lepega, nekaj, kar bo pomirilo vaša srca. In potem imamo v 4. tednu obešenca, ko bo v bistvu, tu sem že rekla, da ni čas za akcije in tudi 4. teden bi rekla, da ne bo čas za nobene akcije. Evo, 4 novcev to tudi potrjuje. 3 palic ravno to tako potrjuje. In paž kelihov narobe obrnjen. Torej, v 4. tednu tukaj vedeti, da vam bo ostalo recimo nekaj malega vam bo ostalo potem, oziroma nekaj malega, to se sliši tako zelo tragično, ampak ne bi rekla, da je to karkoli tragičnega, tako da tehtnice kar mirno. Ampak tukaj nekako je videti, da recimo prej sem govorila o tem, da se zruši in ostanejo samo temelji, ki so stabilni. In tukaj nekako videti, da se boste oprli na vse te temelje, ki so še ostali po vsem tem razburkanem obdobju. Tukaj boste videli, spoznali boste, da te temelji, da so stabilni, da so nekaj, na čemer lahko zgradite nekaj novega in boljšega. In nekako mogoče boste se tukaj nekako se boste zapirali vase mogoče. Je pa potem tukaj tale karta videti, da boste kmalu dobili neko razjasnitev, to je s tem obešencem, ko pač ne delate akcij, mirujete in nekako dobivate neke nove perspektive, boste ugotovili, da vas čaka neko lepše obzorje, neka lepša možnost za gradnjo, za neke nove cilje, nove podvige, oziroma nekako ta karta predstavlja tudi, da ladja potem pride v pristanišče, ladja, ki jo čakamo.
In potem paž kelihov tukaj narobe obrnjen nekako predstavlja, da boste potem proti koncu meseca tehtnice dobili nazaj to energijo, začeli boste gledati drugače na življenje. Jaz vidim, da boste življenje začeli sprejemati dosti bolj lahkotno, dosti bolj igrivo in ne boste več jemali vsega tako zelo resno, vsaj proti koncu januarja. Poglejmo še, kakšne so lekcije za ta teden. Imamo pa 9 palic in 7 palic. Torej tukaj, kot mi kaže, je v bistvu ta pot nekako gre proti zaključevanju, se pravi vse to, kar se bo tukaj nekaj dogajalo, se bo počasi umirilo, se bo zaključevalo. Lahko pridejo še neke take majhne preizkušnje, ki bodo od vas zahtevale, da stojite trdo na vaših tleh in da v bistvu, da se na nek način branite. Da ne dovolite, da vas nekdo spravi iz te vaše poti ali pa da vas kakorkoli ovira. Tehtnice, pred vami je zelo pester mesec, ampak hkrati, jaz verjamem, da mogoče tega ne boste takoj videli, ampak hkrati ta mesec prinaša nekaj zelo lepega, neko res lepo energijo. Tako da dajte pogumno stopiti ven. Verjamem, da boste premagali vse te izzive, tako da ja, pogumno. Upam, da vam je bila ta napoved všeč, upam, da ste se z njo poistovetili. Če vam je bila všeč, definitivno stisnite kakšen like, tako jim boste dali vedeti, da si želite še več takih napovedi v prihodnosti. Če želite kaj vprašati, če vas karkoli zanima glede mene, glede napovedi, glede kart, glede mojega dela, spodaj v komentarjih pustite sporočilo, vse komentarje bom prebrala in nanje tudi odgovorila. Lahko tudi kaj donirate, če ste za to. V infoboxu spodaj imate vse informacije, kar se tega tiče. Imate tudi ogromno drugih informacij, tako da definitivno si dajte prebrati, če vas to zanima. Tehtnice, hvala, ker ste bile v moji družbi. Želim vam lepo praznovanje novega leta in potem se vidimo konec januarja z novo napovedjo za februar 2021. Čau, čau!